Prav, dobite tle v sredini, izgleda tako, kaj je polžek zavit, in jih samo očistite z roko, da prijete do tega poganjka in ga skuhate v vodi in imate super Lahko tudi tako sicer, jaz bi ti sprat, mogoče še bolj enostavno, da samo okrog obrni. Evo ga, deca. Hudo, odvijati. Da dobimo tako lepo strukturo kot prej, čisto isto kot pri travi ali pa pri vrbi. Damo skupaj, se naredi zanka, primemo zanko, imamo zgornji spodnji del, zgornjega lepo zavijemo, vedno stran od sebe in tako kot prej, kot ste videli, pri ostalih vrveh nadaljujemo in štukamo spet, ko pride čas za to. Zdaj, kot sem rekel, najboljša je suha kopriva, se pravi vsaj 24 ur posušena, zato da dobite že avtomatično bolj odsušena vlakna in bom rekel, je tudi bolj čvrsta, se vam bo kasneje strgala, kakor če je sveža, drugače pa to neverjetno podobno kot konoplja, industrijska je najdebelejša. Sploh čez te debele členke je treba dobro osekati, da poči. Prav ne pridejo. Ok, zdaj smo to koprivo stolkli. Bom pokazal zakaj. Ok. Rekli, zdaj smo jo stolkli, da je spuščena, sploh pri teh udebeljenih delih. Zdaj pa tako, grem tukaj s prstom noter in jo razcepam. Tole, da se odpre kot knjiga, oziroma da gre iz te oblike na tako. Pazi avto. Oziroma pri koprivi je zelo dobro, da ta vlakna, ki bom zdaj pokazal, date sušiti za 24 ur na sonce, da se osušijo. Zaradi tega, ker če boste sveže naredili, kot bom jaz zdaj naredil vrv, se bo zgodilo, da se bo ta toliko razsušila do naslednjega dne, da bo potem taka mlahava in se zelo rada potem strga, ker ni tako čvrsta, kot bi lahko bila, kot če bi dali sušiti. Se pravi, zdaj smo to odprli tako kot knjigo, prav, hop. Potem pa, ključno je, da tlele zalomimo ta del oleseneli, takole malo s prsti si pomagamo, damo tlele prst, potegnemo to stran in se oleseneli del loči. To nas ne zanima, zdaj pa še ta del. Prav, damo takole prst vmes in potegnemo in se mora to lepo ločiti stran. To nas ne zanima, nas zanima samo to. Iz tega pletemo pol vrv, To je najboljša vrv za kakšen lok. Kot sem rekel, če boste posušili ta vlakna lepo na soncu, na eni deski ali kakorkoli, boste drug dan imeli fantastični material za izdelavo vrvi. Začnete pa isto, tukaj še olesenel del. Evo, tle pri koprivi se pa sploh vidi, kaj to pomeni, kaj je to tanko pa suho. Zato moramo ves oleseneli del dati stran, ker če ne nas bo točno to mesno. Zdaj tu pogledajte, koliko je tanko, da si predstavljate, ker to suši, postane res ostra kot želetka. En kupček, da ne bo vse
Prav, te opilki so spet tanjše od šivanke zašivane, so suhi in gorljivi, ne smo rekli, to je netivo. S tem bomo si začeli, torej začetni ogenj pomagali pržgati. Damo tle na kupček. Potem pa iz te palčke naredimo feather stick, se pravi damo nož takole pod koleno, na tle, ki se malo dre noter, ga držimo čvrsto, fiksno in potem vlečemo proti koncu palce, da se ustvarijo taki federčki, rečemo. Tako. In zdaj jih pač ne odrežeš dol, ampak jih pustiš takole, da se držijo kar gor na palci in greš okrog in okrog. Opale. Ops, včasih se kakšen tudi profi odlomi ali pa odreže vse skupaj. Spravi, takole naj gre tale palčka pravzaprav do čim više, se pravi, da imate, zdaj nimamo časa, da bi to delal, drugače bi si vzel čas, seveda. Ampak za štart mislim, da bo pa dovolj, da bo to, da demonstriramo, kako to zagori. Ene 10 takih palčk, vsaj ene tokle dolgih tehle federčkov naj bo, a ne? Če res nimate nič drugega, govorimo, a ne? Če vedete, če imate drače, pa to, da je suho, polomite te veje dol, pa bo hitro gorel. Če pa vse mokro, pa to naredite. Ostranite vlago dol, seveda si streho naredite, da ste pod streho in potem poskušate pržgati tole. Zdaj, tukaj preden se lotaš, probaš v en kupček nadrobiti ta magnezij, brez da kakšno iskro vržeš. Pride taki srebrni opilki v eno točko. In potem z enim potegom pržgemo in imamo ogenj. Ga vidimo? Se pravi, zdaj, če bi imeli 10 takih palčk, ali pa še drobne, bi enostavno zakurili ogenj, če je vse mokro. Se pravi, ni zdaj naprej več izgovorov. Ne, se pa ne daje pa mokro. Ploščico na začetek, tukaj te plastiki, da leži ravno gor, naržimo gor prst in ploščico rahlo privzdignemo. Se pravi, tako nam mora biti. A vidite kako? Ne tako, pa ne navpično. Na prvi pravi kot, ker pa ni nič.